Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Športno bo tole ponedeljkovo jutro, v katerem bomo na stežaj odpirali vrata v športni svet Škofjeločana Dareta Ruparja, nekdanjega rokometaša, danes pa prepoznavnega športnega novinarja in komentatorja. Kakšen privilegij in odgovornost je spremljati največja športna tekmovanja od blizu, koliko podatkov in rekordov ter zanimivih zgodb iz zakulisja nam bo uspelo izvleči iz njega, pa boste slišali, če boste v naslednji uri ostali v družbi Valov Radia Sora. In zdajle pred našim mikrofonom z velikim veseljem pozdravljam Dareta Ruparja. Dare, dober dan, dobrodošel. Ja, dober dan. Dolgo nisem bil za tem mikrofonom, tako da sem res počaščen, vesel, da sem s poslušalstvom Radia Sora, kje so časi, ko je ta radio še bil v žireh, ampak veseli me, da ta radio obstaja. To je naše, to je škofjeloško in res sem rade volje prišel. Kako je bilo danes priti nazaj, glede na to, da je kar nekaj let minilo od takrat, ko si komentiral rokometne tekme tudi za naš radio? Ja, vedno je nekaj nostalgije. Ko zaustaviš avto, sedaj tu pred studijem v Škofji Loki, včasih smo hodili v žiri. Seveda tisto, ko smo komentirali in vse skupaj povezovali športne dvorane poden za Radio Sora, ko je bil ta še nastanjen v žireh, je bilo seveda nekaj drugega, tudi drugačni časi, druga tehnologija, drugačna tehnika. Tehnika je bila prej kot ne telefon in seveda potem tudi zvok drugačen. Na radijskem področju je vse tako napredovalo, da je v tem trenutku težko razlagati poslušalstvu. Tisti, ki se na to spoznajo, bodo vedeli, kako in kaj razlagati drugim, je samo potrata časa. Je pa dejstvo, da za to, kar se danes pogovarjava midva, rabimo novinarja, rabimo mikrofon in seveda, da potem nas ljudje slišijo tudi tehnika. Brez tehnikov na radiju seveda nikakor ne gre in res sem vesel, da ste me poklicali. Tudi jaz sem vesela, da si z veseljem obljubil in prišel k nam v studio. Zdaj poznamo te kot športnega novinarja, kot komentatorja. Kakšen privilegij pa hkrati tudi odgovornost pa je spremljati takšna tekmovanja od blizu iz prve vrste, čeprav ne vedno čisto fizično tam, ne? Ja, čisto fizično ni nujno, da smo vedno prisotni, ampak dejstvo je, da je to ogromen privilegij. Samo če pomislite o zadnjem obdobju, ko so ljudje hiteli oziroma še hitijo na Evropsko prvenstvo v nogometu in se je potrebno postaviti v vrsto na računalniku, ni nujno, da te računalnik izbere, potem pa bi vsak račel na to tekmo slovenske nogometne reprezentance ali pa, ne vem, košarke, ki se igra z Lukom Dončićem ali takrat, ko so te največja tekmovanja v naši bližini, pa se vedno ne izide. Mi pa napišemo list papirja, kjer se prijaviš, dobiš akreditacijo in od tistega trenutka naprej, ko jo odobrijo prireditelji, si privilegiran sloj, bi lahko rekli. Zato je potrebno nekaj dela, nekaj vlaganja, biti zraven od čim prej in meni je pač uspelo in res sem vesel, da sem dal skozi vse to, kar sem videl od blizu ali pa ne tako od blizu, ampak z vedno to tako imenovano akreditacijo, ki pa ti omogoča ne samo ogled iz prvih vrst, pač pa tudi sodelovanje oziroma ogromno dela, stikov z akterji in to je še bolj pomembno kot pa to, da si tekmo lahko samo ogledaš. Kot športni komentator deluješ na različnih področjih. Koliko športov oziroma športnih področij trenutno pokrivaš? Glede na to, da sem bil rokometaš in da sem začel z rokometom, takratna urednica Jelka mi je seveda to zaupala. Potem smo bili tudi nekoliko dogovorjeni za ostale športne dogodke iz športne dvorane poden, ampak v tistem obdobju so bili pač rokometaši najboljši, pa recimo smučarska tekmovanja za pokal Loka in take stvari. Vedno sem razmišljal, ko sem se odpravljal proti Ljubljani, da bi najraje počel tisto, kar sem počel tu, torej alpsko smučanje in pa rokomet, in ravno teh dveh disciplin prav veliko niti nisem spremljal. Če bi lahko, bi izbiral to, kar sem omenil. Ampak potem sem se našel popolnoma v drugih stvareh, tudi veliko športnih disciplin, bolje rečeno panog, lepše, je
bilo odprtih, če lahko rečemo narekovaju, tako imenovanih malih športov, ki nikdar niso mali, ki so nam prinašali ogromno uspehov, ali pa so se ti uspehi začeli ravno tedaj, ko sem se jaz lotil teh športov, če izpostavim recimo namizni tenis, judo, strelstvo, tudi kolesarstvo, konec koncev, ki je danes bum v slovenskem športnem okolišu. Nekdaj so se kolesarji redko kdaj vračali domov z vrhunskimi dosežki kot danes. Bila so tudi obdobja, ko so bili kolesarji, če je bil nekdo med najboljšimi 30 na velikem tekmovanju, kot je, ne vem, svetovno prvenstvo ali olimpijske igre, smo bili že izjemno veseli tistih dosežkov naših kolesarjev nekdaj, kot jih je dosegel naš Gorenjec, Tadej Valjavec ali pa Jani Brajkovič, nismo niti znali dobro ceniti, sedaj jih pa sploh ne, je Slovenec najboljši, ali pa sta Slovenca najboljša, ali pa so Slovenci najboljši. Tako da sem se lotil tudi teh manjših športnih panog in ni mi žal niti za en trenutek. Katera je morda najbolj taka nenavadna, najbolj zanimiva? Težko bi rekel. Recimo v športni dvorani v Škofji Loki na Podnu smo zelo, zelo hitro začeli s spremljanjem tudi športnega plezanja. Recimo, spomnim se prvih državnih prvenstev v naši dvorani tu na Podnu in tudi to sem pospremil recimo za Radio Sora. Neka imena, ki so takrat začenjala, ki so takrat nekako orala ledino tistim, ki so danes najboljši. Recimo Korošica, Janja Garnbret, ki je daleč najboljša na svetu in že danes trdim, da bo tudi v Parizu osvojila zlato medaljo in to s pomočjo škofjeloškega trenerja Romana. Moram reči, da nikoli nisem rad zahajal v hribe, nikoli nisem rad hodil po skalah, konec koncev pogled z teh naših vršacov v dolino mi niti ni ustrezal pretirano, tako da res mi je bilo čudno, da sem se znašel tudi v tem, ampak v Tokiju, recimo na olimpijskih igrah, sem pospremil tudi Janjo Garnbret in njeno zlato odličje, tako da res niti za eno stvar, ki sem jo spremljal v teh, sedaj pa že 30 in več letih, mi ni žal. Verjamem, da so to čisto posebne zgodbe, čisto posebni občutki, že omenjena zlata medalja Janje Garnbret. Kako je pravzaprav videti eno takšno zmagoslavje, ki že po televiziji zgleda krasno, grejo ti mravljinci po koži, tako čisto od blizu, čisto v živo? Zanimivo pri tem je, da je potrebno ohraniti našo profesionalno novinarsko plat. Seveda smo navdušeni, seveda se dvigne glas, se mogoče tudi okrepi glas, ko zmagujejo naši športniki. Je pa potrebno pri vsem tem ostati profesionalen, kar pomeni, da veselje se izkaže, ampak v vsakem trenutku je treba vedeti, da si ti tisti, ki ljudem, ki niso zraven, poročaš o marsičem, o detajlih, tudi o tem, kako je, recimo, če se sedaj ustaviva pri Janji, trepetala in trepetala v Tokiju, kako bo ona to uspela spraviti skozi. Tekmovalka, ki ima največ zmag v svetovnem pokalu, ki je najboljša že lep čas, ampak ko se športnik pa znajde pred nekim novim izzivom, neko novo prepreko. Olimpijske igre za športne plezalce so bile prvič v Tokiju, je pa bila, ne bom rekel izgubljena, ona nikdar ni izgubljena, ampak drugače se je lotila vsega skupaj. Ko je opravila tisto prvo nalogo, ko je šla prvič v steno, potem je bila stara Janja Garnbret in nihče več jo ni mogel ne ustaviti, kaj šele premagati. Tako, in mi smo bili veseli na koncu njenega uspeha, tako kot bomo veseli nadaljevanja današnjega pogovora po glasbi. Je voda, je zrak, je poskočen korak, jutro je dan in večer, je prvi pozdrav, se boš z mano igral. Je glas, je tišina, je prijetna bližina, je nekaj kot čudo, nemir, je modra, je rdeča, je smeh in je sreča.
obrazki, oblake spodi, si nasmeh in pozdrav, si me končno spoznal. Zdaj je dan zaživel in je svet bolj vesel, besede so našle pomen, so prišle dobre vile, so se sanje zgodile. Kako mi je tako lepo, samo glas, sem nebo, samo upam si vse, kako sem srce. S teboj mi je tako lepo, zmorem več kot lahko, tokrat upam si vse, dobro mi gre. Pa to je brate, zdaj to ne morem. Kako mi je tako lepo, samo glas, sem nebo, samo upam si vse, kako sem srce. Kako mi je tako lepo, samo glas, sem nebo, samo upam si vse, kako sem srce. S teboj mi je tako lepo, zmorem več kot lahko, tokrat upam si vse, dobro mi gre. Na stežaj Radijska klepetalnica. na Radiu Sora. Dare Rupar, športni novinar in komentator, je naš današnji gost. Pri Jani Garnbret sva ostala pred glasbo, ko je prvič nastopila na olimpijskih igrah, ko je bilo plezanje sploh prvič na olimpijskih igrah. Kako pa se morda ti spominjaš svojega prvič v vlogi športnega komentatorja, športnega novinarja na Radiu Slovenija, ko so se ti, lahko rečeva, tudi uresničile dolgoletne sanje? Ja, kar dolgo je pri meni trajalo to, da sem prišel popolnoma zraven. Razne in objektivne in subjektivne stvari so bile povezane s tem, tako da sem kar dolgo bil v tako imenovani čakalnici, ampak to sem si želel, to je bil moj cilj. Potem je prišlo do trenutka, ko je recimo Izidor Grošelj, tedajni urednik, rekel, da je nujno, da sodelujem z Radiom Slovenija. Moje sodelovanje z Radiom Slovenija, športnim programom, se je začelo kot honorarec že leta 1985. Potem pa približno 11 let sem bil, ne bom rekel na stranskem tiru, ampak enostavno, kot rečeno, objektivne in subjektivne okoliščine so bile posredi. Izidor Grošelj, ki sem ga že omenil, in pa predvsem Vera Žnidarčič, ki je bila v tem govornem delu Radia Slovenija zadolžena tudi za prihajajoče nove kadre, se je potem zavzela tudi zame in moje delovanje na tem področju. Enostavno so bile stvari, ki jih je bilo potrebno premagati. Tudi potem, ko sem bil zares vključen v vse stvari, je bilo še ogromno vaj potrebno opraviti. Ampak ko si človek nekaj želi, ko ima človek postavljene cilje, včasih to vidimo, ne vem, v ameriških filmih, kako so nekateri uspeli povsem naključno. Naključji pri uspehu za moj okus ni, brez ogromno vloženega truda, dela, želje, volje, da ta cilj dosežeš, isto kot pri športnikih, je posredi in drugega ne bom rekel kot najsrečnejši človek na svetu sem, ker mi je to uspelo. In kaj je tisto, kar ti pri tvojem delu predstavlja največji izziv, ne? Komentiranje tekme, spremljanje neke tekme ni tako zelo enostavno, kot je to videti s kavča. Je potrebnih kar nekaj priprav, ogromno znanja. Ogromno znanja, predvsem pa odrekanja, ko se pripravljaš na te stvari. Daleč najpomembnejša stvar mi je pa ta, da dobesedno vsi športniki, ki sem jih na svoji poti spremljal,
nikdar nihče ni omenil, da sem bil krivičen do njega, da je bilo karkoli narobe, tudi če so bile kritične besede v določenih trenutkih, tudi v športih, ki sem jih tudi sam spoznaval, spotoma, ko sem deloval v teh tako imenovanih malih športih, ampak z vsemi športniki se lahko slišim kadarkoli, z vsemi športniki, tudi danes aktivnimi, mirno, ne glede na to, v katerem delu sveta so, imam povezavo z njimi. Recimo, ko smo bili na olimpijskih igrah v Rio de Janeiro, tudi z našimi rokometaši, 3 so bili iz Škofje Loke takrat, Jure Dolenec, pa Darko Cingesar in pa Matej Gaber. To so bile posebne stvari, to so fantje, ki sem jih v rokometnem klubu srečal, ko so prišli v klub s 5, 6, 7 leti. In to so pač stvari, ki so ti dane, če to počneš. Vsak, ki je iz tega našega konca, ti je bliže, ne vem, obe skakavki iz Poljanske doline, pa sedaj Nika Prevc, pa Prevčevi fantje. Drugače jih gledaš, čeprav ne smeš biti subjektiven do njih pri rezultatih, ko jim ne gre, je pač potrebno povedati, da ne gre vse tako, kot so si predvsem sami zaželeli. Saj tudi sami vedo, športnik nihče ni zadovoljen s 16. mestom, to je popolnoma jasno. Včasih so celo krivični sami do sebe. Recimo 4. mesto, nehvaležno. 4. mesto na svetu, 4. mesto v svetovnem pokalu, to je dosežek, ki ga ne doseže vsak Slovenec, niti na svojem področju, ne. Tako da to so te stvari, ki ti ostanejo zavedno, in vedno sem bil popolni podpornik, predvsem športnikov. Zanimiva je bila izjava, ki sem jo prebrala nekje, da ti je lažje komentirati celotno rokometno tekmo, kot pa 5 minut posamezne tekme, ne vem, naprimer v judu. Da, zaradi tega, ker enostavno v rokometu v Škofji Loki sem s pomočjo sošolcev, prijateljev prišel, ko sem imel 11 let. V rokometu v Škofji Loki sem bil dobesedno vse, igralec, trener, sodnik, funkcionar, vodja moštva, in o rokometu se res lahko pogovarjam dobesedno z vsakim o vsem. Teh sogovornikov je žal v škofjeloškem prostoru vse manj. Res sem vesel, da so naši rokometaši ostali med slovensko elito. V judu pa je drugače. Če ti nisi zraven ves čas, če se ves čas samo učiš, judoističnih poznavalcev pa je ogromno, ki ti bodo hitro povedali, zakaj se tiščiš v ospredje, če določene stvari ne poznaš do potankosti. V vseh teh 30 letih od Evropskega prvenstva pri nas v Mariboru pa se ravno v tej disciplini največ učiš. Tu je ogromno japonskih nazivov, tu je ogromno tega, kako naj rečem, športnega slenga, ki je zapisan samo tej disciplini. Konec koncev na mizni tenis vsi igramo tudi za rekreacijo. Vemo, kaj pomeni pardon, vemo, kaj pomeni nec, vemo, kaj pomeni servis in tako naprej. Pri judu pa ogromno stvari ne poznaš in se učiš dobesedno ves čas in zdržema, tako kot na olimpijskih igrah, recimo pri zlati medalji Tine Trstenjak v Rio de Janeiro, ko je potrebno o tem govoriti 5 do 7 minut, ni enostavno. Je pa to poklic, ki je vedno dinamičen. Kako brskaš za temi zanimivimi zgodbami, za podatki, glede na to, da kot komentator, pa vendarle ne samo, da poznaš izraze, da poznaš osnovna dejstva, ne, moraš imeti vedno na zalogi še kaj sočnega, kaj žmohtnega, kaj česar tudi poznavalci športa niti ne poznajo morda. Ja, moram reči, in spomin mi seže ravno v te stvari, ko sem že takrat, ko sem še živel kot res otrok na Poljanski cesti v Škofji Loki, pa potem na Blaževi ulici iz časopisov rezal določene članke, se usedel za stol na pručko, ki mi jo je naredil stari oče, in bral kot poročila. Očitno sem si to želel, ali je to bilo v meni, ne vem. Potem sem prebrodil vse tisto, kar sem rekel tistih 11 let in prišel do tega, do česar sem prišel. Seveda je tu vse je izziv, dobesedno je vse izziv. Dobesedno je izziv vsaka poročila, ki jih prebereš, pa če trajajo 2 minuti in pol. Vrsto let sem
poročila, preden sem jih oddal v eter za objavo, 2-krat, 3-krat, če poslušal, ali sem to prav povedal, ali sem tisto ne prav povedal. Danes pri večini tega ne opažam več, ampak vsak je posameznik zase. Ves čas je treba iskati. Danes v mojih letih je teh zapiskov ogromno, tega znanja ogromno, teh podatkov ogromno, da že kipi iz teh loncev. Ampak vedno so dobrodošli, nikoli ne veš, kje in kako. Je pa res, da včasih sem imel vse v zvezkih nalimano, spisano. Danes je pa stric Google tudi zraven, ampak od tiste zvezke, tiste zapiske človek še vedno rad pogleda, koliko se mu je spremenila recimo pisava, kaj si včasih zapisal veliko več kot pa zdaj. Čeprav bi človek rekel, da ko si bil mlad, ti je več ostalo v glavi kot zdaj, pa morda niti ne drži, kajti z izkušnjami se da tudi marsikaj pokriti, če slučajno kaj ujde. Če se zdaj le morda vrneva k tistim zapiskom, je kakšna informacija, kakšna taka zanimivost iz sveta športa, ki ti velikokrat prav pride, pa si jo zapisal, ne vem, že kot mlad, kot otrok? Težko rečem. Kot sem že prej rekel, moji 2 osnovni disciplini, ki sem si jih želel delati in sem jih res kot otrok že zapisoval, spremljal, sta bili alpsko smučanje in zaradi tega, ker je bilo to v Škofji Loki nekaj posebnega. Privilegij je bil, če si bil član smučarskega kluba Alpetor. Smučarje smo v Škofji Loki v mojem otroštvu gledali kot ljudi z drugega planeta. To so ljudje, ki smo jih videli na naših ulicah in potem na televiziji. Takih ljudi v našem mestu prav veliko ni bilo. Če samo omenim 2 res vrhunska naša smučarja, žal oba pokojna, Borisa Strela in Jožeta Kuralta, pa potem Nušo Tome, ki je žal tudi pokojna. Danes škofjeloška smučarija žal nima tako odmevnih tekmovalcev. In v teh ljudeh sem imel zapisano vse. Boris Strel je živel 200 metrov stran od mene, recimo, in ko je Boris Strel šel po ulici, to je bilo tako, kot da bi šel po ulici, ne vem, vsaj zame Michael Jordan. Rokometaše sem spoznaval, videl na člansko ekipo, ko sem prišel med mladince, recimo, sem gledal kot na bogove. Če mi je trener rekel, naj ostanem na treningu s člani, so se mi noge in roke tresle tako, da je vseeno, če ne bi ostal na tem treningu. Tako da o tem sem daleč največ zapiskov imel. Potem, ko sem pa začel spremljati te druge discipline, recimo zanimivo, v smučarskih disciplinah sem bil na alpskem smučanju tudi seveda prisoten, nikoli pa ga nisem delal kot glavni reporter, bil sem na biatlonu, ampak največ sem pa potem ostal v smučarskem teku, spremljal recimo tudi našo najboljšo tekmovalko, dobesedno od prvega dne do zadnjega, Petro Majdič, pa vse to plejado naslednjih naših tekačic, ki so bile odlične. Konec koncev tudi Ano Marijo Lampič, ki izhaja iz Škofje Loke, in pa moram reči tudi smučarske skoke. Nisem bil ne skakalec, nisem bil ne tekač, tekel sem na smučeh samo na pripravah našega rokometnega kluba. Smučali smo pa vsi na Starem Vrhu. Na Starem Vrhu smo bili čez zimo dobesedno pečeni, ne? Ves čas. To, če nisi šel na Stari Vrh v naših otroških letih, mladostniških letih, si manjkal pri dogajanju. To ni, ali si včeraj gledal tisto nadaljevanko, pa ne vem, tisti prenos. Če si manjkal na Starem Vrhu po zimi in na treningu rokometa, nisi bil v dogajanju in nisi vedel nič, kaj se dogaja. No, midva bova zdaj tukaj le postavila piko, potem pa obljubiva, da se še vrneva, da ne boste česa zamudili in da boste vedeli tudi vi, kaj se dogaja o življenju našega tokratnega gosta Dareta Ruparja. Navaden dan, ko v miru sam bedim, osvežem zadiši in zunaj se dani. Tako tiho je, da slišal sem mladost, ko objema mi telo in počutim se lepo. Prav nenavaden dan, kot vsak je bil takrat, ko sem se kot otrok šel s prijatelji
igrati. Vse zelenilo je na obrazih, le na smeh, dečalica in v očeh se je svetilo srce. Lepo, ko na jasi sam leži. Kaj je ostalo tam, kaj ohranil je spomin. Še vedno je lepo, ko se ptice parijo in ko prva odleti, ko po snegu zadiši. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Dare Rupar je tisti, ki nam danes na stežaj odpira vrata v svoj novinarski svet, v svet slovenskega vrhunskega športa. Zdaj prepoznan si tudi kot prvi glas kolesarske dirke po Sloveniji. Kako pa te je zaneslo potem po rokometu, po zimskih športih, po judu in ostalih športnih zgodbah še na kolo? Na kolo, res na kolo me ni zaneslo nikoli, me je pa zaneslo na kolesarske dirke. Tudi tu nenavadna zgodba. Boris Ljubič je bil tisti, ki je pri nas v času, ko sem sam prišel na Radio Slovenija, takrat še Radio Ljubljana, bil glavni oziroma najodgovornejši za kolesarstvo. Boris je imel na svojem seznamu vsaj 3-4 kolege, ki so bili pred mano. Pa očitno nikomor ni posebej dišalo dogajanje v svetu, kjer naših ni bilo povsem v spredju. Potem pa smo bili enkrat, se spomnim, v Medvodah in znameniti Zvone Zanoškar pravi Borisu Ljubiču: ali imaš ti kakšnega fanta, ki bi želel biti tudi spiker na kolesarskih dirkah? Jaz sem bil slučajno zraven, pa takrat kolesarstva nisem veliko delal, in rekel: kar tega le vzami. Jaz pogledam Borisa, kako vse, nisem bil nikoli na kolesarskih dirkah. In tako se je začelo v Medvodah, potem pa dobesedno v določenem obdobju ni bilo dirke v Sloveniji, kjer nisem bil tako imenovani spiker. Konec koncev tudi na dirkah, ki so bile nekdaj tudi v Škofji Loki, ki jih je v Škofjo Loko pripeljal Jože Galov, z Jožetom sva veliko sodelovala tudi pri rokometu. Potem pa sem, mislim, da leta 96 bil prvič kot član radijske ekipe na dirki po Sloveniji. Ko se je na dirki po Sloveniji kot direktor pojavil Bogdan Fink, pa mi je Bogdan rekel, če bi bil spiker na njegovi dirki. Dogovoril sem se na radiju, da bodo drugi pokrili dirko z radijskega vidika, kajti tam je bilo dovolj ljudi. Bogdan me je res prosil, kajti prejšnji spiker je rekel, da ne bo več.
in evo. Tako se je začelo in preraslo v eno ljubezen, ki traja že kar nekaj desetletij. Še en zanimiv podatek sem izbrskala. Kljub 30 letom v svetu kolesarstva pa še vedno trdiš, da o kolesarstvu veš bore malo, ampak da to niti ni pomembno, ker je treba dirko znati prebrati. Na kakšen način? To je prav zanimivo, dobesedno. Vsakdo, ki se z mano na ta način pogovarja, nedolgo nazaj me je to vprašal tudi vaš kolega na Radiu Kranj. Natanko to, še enkrat bom rekel, v športe, kamor sem prišel, se res nisem želel izpostavljati in pametovati. Vsega sem se učil, vse stvari sem vprašal in recimo na zadnji dirki po Sloveniji, ki se je končala pred nekaj dnevi, znova nekaj nisem popolnoma razumel, ampak to je kolesarski svet, kolesarji imajo svoja pravila, oni odpeljejo tako, kot so si oni zamislili. Kaj sem si jaz zamislil? To je popolnoma nepomembno. Mi samo vemo sedaj, da ko pride na dirko Tadej Pogačar, je Tadej Pogačar skoraj da zanesljivo zmagovalec, pa tudi če je 21 etap pred njim. Tako dober je. Vse ostalo je popolnoma odprto in vsak meter, vsakih 100 metrov, vsak kilometr, da ne rečem cela etapa, lahko prinese marsikaj zanimivega, kar mi, ki tam komentiramo ali pa smo speakerji, ne moremo niti predvideti, ker to je v nogah, glavah, rokah kolesarjev. Mi samo povemo, kaj se je zgodilo, zato da tudi drugi vedo, kako in kaj. In res pametovati pri tem, marsikdaj si ogledam v kakšnem lokalu, recimo dirko po Franciji ali pa druge dirke, ki so na televizijah, in ko slišim ljudi, kaj vse to vedo in kaj vse predvidevajo, da ne govorimo o drugih športih. Nogometni selektori smo tako ali tako vsi, ne samo Matjaž Kek. Ampak prav, nič narobe, vsak ima pravico, sploh pa tisti, ki pride na tekmo in ki je plačal vstopnico. Ja, pravico ima do svojega mnenja, pravico ima povedati, ampak da bi se pa kar strinjali z vsakim, zagotovo ne. Ja, nikakor ne, še posebej, ko človek ve, koliko dela je pravzaprav potrebnega za te, lahko rečeva, kar gladiatorske boje na čase, tako na sami progi, ne, kot tudi pri novinarjih. Koliko koncentracije je pravzaprav treba, kako je videti tvoje delo v praksi v živo takrat, ko je akcija 100 na uro? Zdaj ste res našli pravo vprašanje in zdaj se bom podal na tatami, torej na blazino za judoiste. Koliko dela in vsega je potrebno, ki ga mi niti ne vidimo. Marjan Fabjan, tvorec vseh olimpijskih kolajn za Slovenijo, v judu me je enkrat povabil na njihov trening. In ko oni začnejo, ko pridejo popolnoma neogreti in dobijo v roko, recimo, kako naj rečem, približno tako veličino krpice, kot je robček, recimo papirnati. In potem, preden začnejo, s to krpico počistijo celotno tekmovalno površino od znoja odprej. To pa je 8x8 metrov. Ko sem jaz to poskušal doma, recimo 10x10 centimetrov, ne metrov, so mi roke skoraj odpadle. In ko sem videl ta trening judoistov, recimo na Lopati v Celju, sem si rekel, no, fino je takrat, ko jih vidimo, ko so najboljši, vidimo jih pa ne takrat, ko vložijo ogromno dela vsi športniki, ne samo judoisti, zato da smo mi veseli z njimi in oni dosežejo svoje cilje. In še enkrat, športniki so zame bogovi, športniki so tisti, ki so me naredili. Če ne bi bilo naših vrhunskih športnikov, ne bi imel o čem govoriti. Čeprav danes je to popolnoma drugače, jaz pa dobro vem, da olimpijski zmagovalci, svetovni prvaki, evropski prvaki, konec koncev tudi zmagovalci, ne vem, na domačih tekmovanjih morajo nekaj vložiti, zato kar večina ljudi ni pripravljena vlagati v to, da bodo uspešni. Jaz pa o njih lahko poročam in seveda tudi mi moramo vložiti nekaj svojega truda, ampak nam se zdi samoumevno, ker smo si to izbrali. Športniki pa tudi očitno so si izbrali in jim je tudi samoumevno na srečo. O stvareh, ki so ali pa tudi niso samoumevne, bova rekla še kakšno v nadaljevanju, zdaj pa še hiter skok v glasbeni svet.
Sorina radijska klepetalnica Na stežaj. Še nekaj minut v družbi Dareta Ruparja, Škofjeločana, nekdanjega rokometaša, sicer pa športnega novinarja in komentatorja nam je ostalo o današnjem ponedeljkovem jutru in zdaj le bova kako drugače kot pa olimpijska. Letošnje poletje bo še kako vroče. Dare, kako potekajo priprave na letošnjo olimpijado v Parizu? Že kaj metuljčkov v trebuhu in velikega pričakovanja? Ja, moram reči, da so olimpijske igre zame že od prvega trenutka, ko sem prišel zraven. Dolgo sem čakal, da sem bil v ekipi Radia Slovenija za olimpijske igre. Prvič sem bil na zimskih igrah v Vancouvru in ko sva prej govorila o Petri Majdič, sem se prav zahvalil Petri Majdič, kajti če ne bi bilo Petre Majdič s temi uspehi, s takimi pričakovanji, kot jih je imela pred Vancouvrom, pa potem imela tisto nesrečo s padcem v tisto luknjo, najbrž tudi v Vancouvru ne bi bil zraven. Seveda je urednik redakcije oziroma programa športnega tisti, ki določa svojo ekipo, to je kot selektor. Če nisi na seznamu te ekipe, enostavno nisi. Te pač ni videl selektor oziroma urednik v svoji ekipi ali zaradi, ne vem, znanja, težav druge vrste ali morda niti mentalno ne sodiš v njegov kontekst. To je pač pravica vsakega urednika, to tudi sami dobro veste. Potem pa, ko sem prišel zraven, pa sem bil ves čas prisoten tako na olimpijskih igrah kot zimskih olimpijskih igrah in vedno sem si daleč najbolj želel biti član olimpijske odprave naše redakcije. Največje tekmovanje je to, v športu ni večjega izziva za športnike kot so olimpijske igre in v športnem novinarstvu ni večjega izziva za moj okus kot so olimpijske igre. To je nekaj posebnega. Prav zanimivo je, ko smo zapuščali Tokio, kjer ni bilo gledalcev, res mukotrpno, čudno. Smo si rekli, 3 leta, to pa vsaj ne bo tako hitro, pa tale Covid, pa tako naprej. Enostavno, tako kot danes športniki pravijo, obrnilo se je dobesedno, za vogalom je bilo. In Pariz je tu, Pariz bo ogromen zalogaj, Pariz bo ogromen izziv, konec koncev bodo tam tudi ekipni športi zastopani najbolj doslej. Košarkarje sicer še čakamo, ampak odbojkarji, rokometaši pri ženskah in pri moških ter namiznoteniški igralci so že zraven, tako da to bo res velik zalogaj. Tudi naša ekipa Radia Slovenija bo daleč najbolj obsežna v primerjavi s prejšnjimi leti. Zdajšnji urednik Boštjan Rebršak si je to zadal za cilj in ga tudi uresničil, tako kot večino stvari, ki si jih on zada za cilj. Tako da to bo ogromen izziv. 5 tednov, še manj kot 5 tednov je do otvoritve, do prvih bojev in enostavno seveda metuljčki so že tu. Je pa res, da ko imaš še druga tekmovanja pred olimpijskimi igrami, niti nimaš toliko časa, da bi razmišljal samo o olimpijskih igrah. Konec koncev pred mano je tekmovanje svetovnega pokala v športnem plezanju v Innsbrucku, kamor se podajam v naslednjih dneh. Potem še spremljanje kolesarstva na dirki po Franciji in pa potem dobesedno pot domov za en dan iz Nice in letalo za Pariz. Tako po frišen kufer, po nove zgodbe, pa potem v Francijo, kjer bo glede na našo olimpijsko zasedbo kar precej vroče, ne? Bo. To je popolnoma jasno. Recimo Tadej Pogačar sigurno ne gre na olimpijske igre zato, da bi odpeljal 240 km in šel domov. Potem Janja Garnbret, ki sem jo omenil, naše judoistke, tudi odbojkari so vrhunski v zadnjem obdobju. Potem se tu najde še kar nekaj drugih naših športnikov, ki bodo merili najmanj na odličje, da ne rečem zlato, recimo Benjamin Savšek, slalomu na divjih vodah v kanuju. Tako da zelo, zelo pestro bo in tudi v tej odpravi bo zagotovo kakšen Škofjeločan in še posebno in drugače ga bom spremljal
na igrah v Parizu, kot pa morda ostale, čeprav vsi so slovenski športniki. Tako in za vse bomo navijali, kljub temu pa srce pri tistih čisto domačih uspehih malo drugače zaigra. Mimogrede tudi rokometaši bodo na olimpijadi. Bo oko vseeno spremljalo dogajanje na rokometnem igrišču? Zagotovo, tudi če bom kjerkoli drugje, bom ves čas imel odprto tudi sliko iz rokometne dvorane. Konec koncev naš Jure Dolenec je še vedno kapetan slovenske rokometne vrste. Res sem vesel, da so znova zraven. Za moj okus pravo presenečenje. Slovenski klubski rokomet kar precej drsi, ampak to, kar sta dosegli obe rokometni reprezentanci. Ne bom rekel, da je čudežev praviloma v športu ni, brez vloženega dela ni nič, ampak res sem vesel, da so tako naše rokometašice kot rokometaši zraven. To je moja disciplina. Zdaj veljaš za pravo enciklopedijo v svetu športa. Prav veliko nisva brskala po njej, ker nama je zmanjkalo časa, pa vendarle, če smo že pri olimpijadi, kakšno zanimivo dejstvo o olimpijadi, ki nam ga zdaj lahko stresaš z rokava. Lahko sta tudi 2, 3, 4. Ja, olimpijske igre so vedno nekaj posebnega, kar sem rekel že prej. Vedno je tako, da dokler nisi tam, si jih predstavljaš še bolj idealistično, kot potem, ko si tam, kajti ko si enkrat tam, pa je to toliko športov, da je predvsem logistika premikanja zahtevna. Recimo letos v Parizu bodo jadralci s 5 slovenskimi posadkami v Marseju. To je recimo s hitrim vlakom približno 3 ure. Če bi sedel na vlak slovenskih železnic, bi najverjetneje zamudil vsa tekmovanja. Če pa hočeš ujeti tudi druga tekmovanja, ki bodo namesto v Parizu v Lilu, recimo ravno rokometaši, če se prebijajo med 8 najboljših, se bodo potem selili v Lil. Strelci so približno 200 km stran in tako naprej. Ampak poslušalec oziroma gledalec, če si kolega na televiziji, ga ne zanima, kaj vse si ti mora opraviti za to pot in kdaj si jo opravil. Zanima jih, kaj si ti povedal, kako si stvar spremljal, in to so te stvari, ki jih pa potem šele na licu mesta doživiš, in to bo podobno tudi na zimskih igrah. Milano Cortina, ogromno Slovencev, tudi Škofjeločanov najbrž hodi tudi na smučarijo v Dolomite, dobro vedo, kje je Cortina in kako priti do Milana. Ni blizu, po zimi pa še dlje, sploh če zapade kakšen centimeter snega. Ta logistika je potem na olimpijskih igrah nekaj najbolj zahtevnega, čeprav prireditelji poskrbijo za vse prevoze. Recimo v Parizu bomo brez težav lahko tudi uporabljali podzemno železnico, ki jo v Tokiu nismo smeli, tako da to so izzivi, in dokler hočeš izzive premagovati, si zraven, potem pa rečeš, da morda ne bi bil v ekipi za olimpijske igre, ampak takega še nisem srečal. Ja, verjamem, da ne. Dare Rupar, mi bomo rekli, naj bo olimpijsko, ne? Že pred Parizom, še posebej pa v Parizu, predvsem pa uspešno tudi na vseh nadaljnih poteh. Jaz verjamem, da se ob kakšni priložnosti še srečava takole pred našim mikrofonom. Za danes pa hvala lepa in vse dobro. Rade volje, telefonsko številko imate in rade volje se bom odzval. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica.